Lepo zdrav vsem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar in tokrat se vam oglašam v video sporočilih zaradi tega, ker ste mi postavili nekaj vprašanj glede težko pričakovanega tečaja, ki prihaja Krila obilja 21. marca. Imeli ste kar nekaj vprašanj glede tega, kaj tečaj sploh je. Odločila sem se, da je morda najlažje, da vam povem kar tako v video sporočilih. Torej, kaj je tečaj Krila obilja? Verjetno imam zelo malo časa, da bi lahko v resnici razložila, kaj je, vendar se bom vseeno potrudila. Tečaj Krila obilja je tečaj, ki razrešuje podzavestnih vzorcev. Zakaj ima potem sploh tak naziv Krila obilja? Zaradi tega, ker obilje je vse, je zdravje, ljubezen, so finance. In veste, ko nam ta področja kakorkoli ne štimajo ponavadi, se nekaj dogaja v naši podzavesti, da ta področja pridejo do neravnovesja. In tečaj Krila obilja združuje tehnike, meditacije in izjemna znanja in vaje, ki nam pomagajo, da pridemo do tega, kaj znotraj nas ni uravnovešenega. Naša podzavest je dobesedno, predstavljajte se jo kot en velik fotografski aparat, ki poslika čisto vse, kar v življenju doživimo, slišimo in izkusimo. In vse te informacije mi nalagamo v svoj sistem. Vkolikor dovolj dolgo nalagamo ene in iste informacije, začnejo z nami komunicirati. Kar je čisto v redu, vendar podvazor, strašni tri, do česa pa pride je, ko mi nalagamo informacijo, morda od drugih ljudi, morda od nekih večjih sistemov, ki so v nasprotju z nami samim, dobesedno pride do okvare, kajti recimo energija ene informacije in druge ne gre skupaj. In takrat življenje nam začne sporočati, signalizirati, da to ni v redu, tako da nam sproži ali lekcije ali neka druga stanja, ki nam niso všeč. Težke okoliščine, težki odnosi, težave z denarjem, težave z zdravjem. Vse skupaj je eno veliko sporočilo, ki želi povedati, da v informacijskem sistemu do nečesa prihaja, kar ni usklajeno. Tečaj Krila obilja se trudi in jaz mislim, da uspešno, da nekako prinese nazaj to ravnovesje tako, da ozavestimo, kaj je tisto, kar nam ne služi več, to pogledamo in dobesedno rečemo, to ni za moj informacijski sistem, izločimo in se odločimo, kaj je tisto, kar je. Naslednje vprašanje, ki sem ga dobila, zakaj sem se sploh odločila, da naredim ta tečaj, torej pomeni, kaj je bil moj razlog. Moj razlog je bil, da sem ugotovila v svojem življenju, prihajam čisto iz osebne izkušnje, da sem rešila nekako od črke A do Ž, torej celo abecedo sem obdelala glede svojega življenja, spoznala čisto vse možne odtenke tega, kar sem, in me je zanimalo, kako sem lahko naredila, verjetno ste brali moje zgodbe in ste brali moje knjige, kako sem lahko naredila tak velik preskok izmed tega, da sem bila resnično v življenju nekako preizkušena do tega, da sem nekako uspela zgraditi predvsem sebe in seveda pomagala tudi drugim. Ko sem začela raziskovati podzavest, sem nekako ugotovila, sicer pri meni je šlo res nenačrtovano, kakšne vzorce sem uspela v svoji podzavesti zamenjati. To pomeni, v tistem času, ko sem začela duhovno rasti, sem naložila neke nove informacije, ki so mi seveda odgovarjale na energijo in so mi začele vračati tako, da sem imela pozitivne rezultate. To me je nekako tako fasciniralo, da sem želela raziskovati to še dlje in dlje in dlje in sem dobesedno podzavestno naštudirala z vsemi možnimi izobraževanji, tudi lastno meditacijo. Na koncu pa sem se odločila, da naredim nek lastni program, to pomeni tisto, kar jaz lahko najuspešnejše vam ponudim in da vam povem, kako sem jaz uspela spremeniti te vzorce iz svoje podzavesti v nekako pozitivne rezultate in seveda sem si želela, da imate tudi vi ta orodja, tako da seveda to je bil moj razlog in vesela sem, da z vami to lahko delim. Naslednje vprašanje, ki sem ga dobila, kako tečaj Krila obilja poteka in koliko dela je potrebnega. Ja, delo samo podzavestjo je bilo zame sicer zanimivo, ampak tiste klasične tehnike, ki sem se jih sama naučila in nekako osvojila, sem želela združiti za še eno tehniko, v katero pa jaz verjetno zelo, zelo močno verjamem, če ne še najbolj, in to je z meditacijo. In tako da Krila obilja na koncu postal tečaj meditacijskih zapisov, ki je združil znanje o
o podzavesti, hkrati pa je vklopil meditacijo, kajti ugotovila sem, da meditacija je nekako najhitrejši način, kako lahko pridemo do informacij v podzavesti, jih spremenimo in kako lahko naložimo nova pozitivna prepričanja. Ugotovila sem, da klasične vaje, ki jih imamo za podzavest v kombinacijo z meditacijo, prinašajo hitre rezultate in velika spoznanja. Tako da tečaj je oblikovan tako, da je veliko seveda meditacije. Na samem predavanju, sicer, kar imate enkrat na mesec z menoj, veliko povemo o podzavesti, vam razložim stvari, delamo zelo konkretno, individualno, zato so mesta omejena na vaših primerih, vse skupaj osvojimo, potem pa, ko greste domov, odidete iz našega tečaja s programom in ta program traja 1 mesec, to pomeni do naslednje stopnje, ko ste ponovno z menoj, in v tem 1 mesecu imate kar 4 vodene posnete meditacije na CD-ju, pišete dnevnike, osvajate sistem, osvajate vaje, ki smo jih se naučili in potem seveda na naslednji stopnji vse skupaj ponovimo in nadaljujemo. Tako da ja, je kar nekaj dela, približno tam nekje za dobre rezultate pol urce na dan, vendar, veste, 30 minut ni nič v primerjavi s tem, kaj prinese lepše življenje, če si ga znaš ustvariti. In še zadnje vprašanje, glede samega tečaja, razreševanja podzavestnih vzorcev. Kakšne so bile izkušnje udeležencev? Wow. Ja, barvite, edinstvene. Ne moram reči, da je mogoče samo en rezultat, razumete, ki bi odgovarjal vsem, da bi bil pisan na kožo vsem, vendar moram reči, da so bili rezultati izjemni pri vseh, vendar na zelo drugačen način. Imamo zelo dobre izboljšana zdravstvena stanja, kar me je zelo veselilo, da se je zgodilo, čeprav mogoče niti sama nisem tako hitro tega pričakovala. Potem imamo izjemno izboljšane odnose, izboljšane samopodobe. Pri rezultatih smo imeli tudi nekoga, ki zelo dolgo ni imel službe, pa je potem dobil, ker je bila blokada na podzavestnem nivoju. Seveda so drugi ugotovili, da si morajo čisto ponovno ponastaviti življenje in so morda šli čez introspekcijo, ki jim ni bila najlažja, vendar na vse zadnje moram reči, če bi jih vprašali, če bi se pogovarjali z njimi, bi rekli, da vsekakor izboljšane notranja stanja, notranji občutki in posledično izboljšane izkušnje. Toliko je, kar lahko za danes povem. Verjetno se bom oglasila še s kakšnimi odgovori. Za vse tiste, ki vas pa je nekako tale opis pritegnil, vas vabim, da se mi pridružite. 21. marca imamo še 3 prosta mesta, vas bom vesela. Do takrat pa lepo zdrav in nasvidenje.